Danes sta z nami na moji levi Blaž Kos in pa Matej Golob. Blaž Kos je trenutno direktor programov iniciative Startup Slovenija in verjetno, kjerkoli boste že gledali besedo startup, je zelo velika verjetnost, da bo recimo na tistem nivoju tudi Blaž. No, Matej Golob je pa co-founder podjetja 30 Lean, ki se ukvarja z vpeljavo metodologije Lean Startup v večja podjetja. Je pa tudi obraz dogodkov TEDx. Pa bom zdaj začel s prvim vprašanjem. Danes je tema mreženje. Kdaj ste se vidva začela zavedati pomena mreženja, oziroma kako je prišlo do tega, da ste ugotovila, da je potrebno imeti recimo neko mrežo kontaktov? Bom jaz začel, ker sem jaz verjetno mene to prej zadeli. Jaz sem bil, preden sem se spustil te startup vode, sem bil 10 let na IBM-u in sem imel eno mednarodno funkcijo, sem veliko krok letov in potem sem rekel, jaz tukaj enih ljudi spoznavam skozi in partnerje in stranki in ostalih kolegov, to je treba nekam dajati, ali bo to moj koledar, ali bo na Rolodex ali kaj, in takrat sem gotovo, to je bilo 2004, sem šel prav pogledati, ko sem na prezentaciji delal. Julija 2004 sem si jaz odprl account na LinkedInu. In potem se mi zdaj ta stvar tako fajn, pa kar vidiš, kdo so ostali povezani, to je tako noro, potem sem začel tako fejst težiti vsem okrog sebe. In malo po tistem sem tudi Facebook odkril, čeprav sem videl, da Facebook je bilo takrat došel za komentarijo, sem rekel, to je ful super, da vse kontakte, vse, ki jih poznaš, noga daš in potem vidiš, kaj se ti dogaja. Tako da tam nekje bi rekel 2.4, začetek 2.5 se je meni to zgodilo. Dobro jutro še z moje strani. To je ful dobro, z Matejem se poznava, pa imamo ful drugačne poglede v pristop tega mreženja, tako da danes bo verjamem, da pestra debata. Jaz pa na drugi strani nikoli v življenju nisem razmišljal, zdaj se pa mrežem, pa gradim svojo mrežo. In nikoli nisem delal načrtno na tem, da bi rekel, zdaj bom pa nekoga spoznal, da bom imel korist od nekoga ali pa da bom, ne vem, ga poznal ali kogarkoli. Jaz vidim mreženje kot dve stvari. Eno je to, da me določene specifični ljudje so me zelo zanimali, kako so oni uspeli, kako so nekaj naredili in ker me to zanimalo, sem jih hotel spoznati. In hotel sem jih spoznati izključno zato, ker me zanima, kako so nekaj naredili kot oni, kot osebnost. In če te iskreno zanima nekaj v nekomu, ljudje radi delimo sebe, radi povemo vse v načinu, potem to ljudje začutijo in se radi s tabo pogovarjajo. Tako da moja mreža, ki sem jo zgradil, je vedno izhajala iz tega, da me je iskreno zanimalo, kako nekdo razmišlja, kakšne stvari počne, kakšna njegova vizija in podobno. In na podlagi tega se zgradi potem nek odnos, neko zaupanje, ki lahko potencialno prenese neke koristi. Tako da nikoli nisem razmišljal iz tega vidika. Druga stvar, ki se mi zdi pa bolj pomembna, je pa, in to je za vse startupe, če je to zdaj startup kafe, če želite zgraditi mrežo, preden pridete do mreženja, morate delati izjemno dobre produkte. Ker če delate nekaj velikega, če delate nekaj strastjo, če delate nekaj, v kar verjamete, potem bo mreža sama do vas prišla. In do zdaj 10 let, odkar sem v startup ekosistemu, kjerkoli produkt smo začeli, pa najprej na univerzitetnem inkubatorju, potem pri poslovnih angelih, je bil pred časom, je bil zgrajen z neko vizijo, je bil zgrajen na nek seksi način za tisto obdobje, ki sem delal in potem, ko nekaj verjameš, položiš enormne napore v to, pride mreža sama, ljudje vidijo tvojo strast, vidijo, v kaj verjameš, vidijo, zakaj se boriš in potem pride mreža tudi sama. In to se pozna potem na vsakem dogodku, če se vi nikomu predstavite, živijo, jaz sem Janez, mene ful zanimajo startupi, ali pa če živijo, jaz sem, recimo zdaj Robert Farazin, zbral sem 2 milijona od Credo Ventures, ne vem koga, zato ker bomo naredili revolucijo v TV industriji. Prav po tekem sekundarnem pitchu se vsakega zapomniš, veš, kdo je v sekundi, ampak posledica, da lahko pride od tega je pa, da mora nekdo nekaj verjeti, da mora delati strastjo, da mora verjeti v to, kar počne in da želi narediti neko spremembo. Jaz 10 let sem verjel v startupe, sem verjel v razvoju slovenskega startup ekosistema, me je to zanimalo, sem vse prebral in na podlagi tega je prišla tudi mreža. Nikoli nisem razmišljal o tem, kako me zdaj mreža, da bom nekaj imel od tega. No, zanimivo, zdaj imamo tudi tako dva pristopa, recimo malo bolj agresiven, pa malo bolj tak, bom rekel, na človeški ravni. Sorry, Matej, ampak tako Blaž je predstavil to kot bolj, ti si rekel, ne? Ja,
recimo, ja. No, čakaj, zdaj drugo vprašanje, počakaj. Kako pa vidva vzdržujeta, ne? Jaz sem pogledal, ko sem se pripravil na ta dogodek, recimo LinkedIn profil pod obeh, ne? In moram reči, da sem videl res zelo dolg, ne, profil, recimo veliko recommendation, pohvali in tako naprej. Kako pa ti, ne, ko si nekako toliko LinkedIna začel to graditi, kako zdaj vzdržuješ, če si recimo vsem težil, ne, da se nekako povežeš z njimi, pa kako pa da recimo ti Blaž, ne, vzdržuješ zdaj to mrežo kontaktov, tako, a imaš kakšno strategijo, oziroma če lahko je napad deset o tem? Najprej en demantine. Jaz sem težil ljudem, da ne uporabljajo LinkedIn. Ne, da se jaz hočem, to tudi, ne. Pa to mreža sama od sebe pride itak, ne. Sam, če jo pa sam pleteš, ne, je pa ful večja. Ker sama od sebe prije majhna, ne, če jo pa sam delaš, je pa ful večja. Pa ne skoristno, tako, ne. Kako vzdržuješ? V bistvu ne možeš vzdržati, ne. Ker je ta številka 150, ne točno, ko se reče nekaj na D. To se približno da obvladovati, ne. Polka imaš pa enkrat, jaz sem na LinkedInu zdaj, pa vse poznam, 3000 plus, ne moreš. Potem pa samo ob situacijah, v kontekstu, o projektih, ko z nekom nekaj delaš, osvežiš, ne. Greš nazaj pogledat, ne, greš pa history v Gmail ali pa LinkedIn, zdaj že history noter vleče, če ima daš access, ne. Kaj je bila zadnja stvar, ki si jo s nekim človekom delal, ali pa če si ga samo spoznal konkretno danes, ne, je prej zvan tebe sedel Igor Lenkič, ki ga je še 15-20 minut nazaj nisem poznal, ne. On dela na IFB-ju, oziroma je, z Alexisom Zrimcem dela, jaz sem si vse te stvari zraven dopisal, ko ga bom dal v LinkedIn, si bom to dopisal zraven, ne. Jaz ga bom po vsej verjetnosti pozabil. V smislu imena, obraza ne bom pozabil, ker obraza ne pozabiš, ker ljudje smo tako narejeni, da se zapomniš 4500 ljudi po obrazu. Aha, on mi je znan. Ne bom pa vedel, odkot, kdo je. Potem greš v LinkedIn, najprej tako vidiš, aha, pa Alex, okej, cela slika, to je bilo danes igre, ne. Vzdržuješ tako ne sam, niti ne moreš sam, ne vem, za maili, za čestitkami, ne vem, če to absolutno ne gre, pa polkingi, pa ne vem, pa happy birthday na Facebooku, to ne gre, ker to bi pa vsak dan tega 100. Ampak rabiš vedeti kontekst, ne, in ko z nekom rabiš iti v kontakt, zaradi tega, ker ne vem, ker ga boš rabil za nekaj, da ti bo nekaj povedal, tako, ne, se moraš spomniti, iz kakšnega konteksta ga poznaš, ne smeš biti naslednjič čist stranger, ne, to se meni najbolj pomembno. Ok. Če na prvo vprašanje, če se vrnem, no, jaz sem govoril zelo spontanem pristopu, Matej bolj sistematičen. Samo recimo Matej je mene, ki sem bil še mulj, to je 10 let nazaj povabil na kosilo, ki je pisal blog o tem, in meni se je to ful fenomenalno in super zdel in sem si mislim, tako sva postala prijatelja in vse. Tako da, kakšen bolj pristop imate, je dober, če izhaja iz vas samih in tipa človeka, ki ste ne. Tako da, in da bo videla zdaj v dveh zelo različnih pristopih, ampak jaz mislim, da oba pristopa delujeta. Zdaj, kako vzdržati mrežo? Enako, kot sem prvi govoril, jaz sistematično vzdržujem mreže, ne. Jaz ne vem po LinkedIn kontaktih, pa preko temu pač dolg časa nisem pisal, bom o tem pišem, ampak to gre nekako spontano. Ko prije nek nov projekt, ko delaš nekaj novega, pomisliš, s kom sem pa že delal, s kom se verjameš in takrat pišeš. In jaz to vidim kot boljši pristop, zato ker zelo hitro lahko priješ do help desk efekta, ne. Pišeš ljudem in jim kar težiš za neki, ja, živel, kako si pa ti danes, ja, v redu, mislim, kaj bi rad, ne, deva se zmeni. Oziroma, tle bi razdelil odnose na dva dela, ne. Eno je par tistih res ključnih odnosov in teh ključnih odnosov probaš jih vzdrževati in negovati in imeti s temi ljudmi res dober odnos, ne. In recimo v mojih 10 letih so 3 taki ljudje, ki so mi zelo spremenili v življenje, zelo vplivali name in tak odnos se vedno sem pripravljen negovati, ne. Prvi je bil Kristjan Pečanac, ki me je sploh naučil razmišljati, ne, jaz sem njega prvič poslušal glih 10 let ali pa 12 let nazaj na eno predavanju, in nisem razumel niti ene besede. Ampak mene je to toliko zanimalo, ne, toliko me je zanimalo, da sem tako prišel do njega in sem ga začel spraševati 1500 vprašanja, rekel, ok, da umir se malo, ne, da se zmeni za kavo, si mu vzel čas, pa ti mu vse lepo povedal, ne, in takoj sem bil hooked in potem sem mu skozi pisal, pa bi spraševal, kako pa to, kje pa to najdeti in podobno, ne. No, poleg njega sem se naučil, način razmišljanja, pa kako biti 2 koraka pred ostalimi, ne. Potem druga oseba je Branko Drobnak, ki je danes tudi tukaj prisoten, ne, ki me je prek Eneja, oziroma zraven me povabila k poslovnim marketingom Slovenije in sem se naučil neke ostrine, prodornosti, komunikacije, vsega, in jaz v 4-5 let sem bil v potezi, sem se naučil izjemno veliko, ne. In zdaj tretji je Matej Rus, ki mislim, da je tudi tle, ne, ki me pa, zdaj sem tak netoleranten človek, pa zelo zaletal, ne,
in z njim skupaj, kad delava, se poučim, recimo biti kdaj tudi malo bolj diplomatski pa strateški. Tako da imaš neke ključne odnose, ki pridejo v tvoje življenje, ljudi, od katerih se učiš, se oni v tebi učijo, kakorkoli, in te odnose moraš negovati in vzdrževati. In tak odnos je kakor bančni račun. Ti moraš polagati, druga stran mora polagati in odnos ima neko vrednost. Če samo jemljaš, če samo dvosmerna avtocesta, enosmerna avtocesta, se odnos hitro sesuje. In te odnosi so tisti personal, ki jih je treba vedno graditi in vlagati v njih. Tako splošno, jaz na Facebooku imam nekaj 4000 ljudi, na LinkedInu 3000, pa da bi zdržval s temi odnosi, je pa nemogoče. In tlej pa prihaja spontano, ki priješ do nekoga, mu pišeš. In na drugi strani je, če gledam ljudi, ki se probajo z mano mrežiti, če me nekdo vpraša nekaj zelo konkretnega, imam ta projekt, me lahko poveže s tem pa tem, bom z veseljem to naredil. Večina ljudi pa ima odnos, kot da sem jaz helpdesk, živo Blaž, pa me vpraša nekaj, kar na Google v sekundi lahko najdeš. To je pa izkoriščenje, s temu reči, tako da ko se mrežite, kako pridete z nekim konkretnim value proposition, kaj hočete, kaj želite od nekoga, kako vam lahko pomaga in da bo tudi on imel nekaj od tega, ker vsak odnos je dvosmerna zadeva. Tako da je to bistveno bolj spontano zvev, ker je rekel, da bom pa z vsem držal. Lahko pa, jaz vem, da to mene ful fascinira Danica Burg, Luizija Decaj, ona vsak božič napiše 3000 čestitk na roke. Ampak ona ve, zakaj napiše, zato ker ljudje pač prihajajo potem njeno šolo in tako naprej. Tako da vsak mora imeti svoj pristop iz tega, kaj izhaja. Samo, da 3000 čestitk napišeš na roke, to je en mesec dela in podobno. Ja, vse to si v bistvu zdaj super navezal, v bistvu za to moje naslednje vprašanje, da je ta proces vedno dvosmeren. Pa mogoče, Matej, kako ti, recimo, če imaš tam 3000 plus kontaktov, verjetno si tudi ti v taki situaciji, ko taka masa ljudi verjetno tudi od tebe nekaj hoče. Kako pa ti, recimo, filtriraš oziroma kako se obnašaš pa v takih situacijah? Hoče od mene, po mojem ne to predlaža, da bi konkretno nekdo me nekaj prosil. Tega tudi, ampak predvsem sistem tak je na LinkedInu, pa na Facebooku tudi, ko imaš veliko kontaktov, pa če da se aktiven, te vrže na vrh gor kot predlog za človeka, ki bi ga ti, se pravi ljudje zunaj, dodali. In potem eni kar klikajo, in jaz imam en template, o tem sem že parkrat govoril, čist TXT file na desktopu in vsakič, ko dobim, to je približno 2, 3, 4 na dan, grem na copy-paste, tekst zdravo se že poznava, imam pravilo, da samo dodajam ljudi, ki jih poznam, ampak temu pravilo lahko zadostiva tako, da greva ali na kosilo ali pa na kavo. In to pošljem pa še ime dam zraven, da je personalized. In vedno to pošljem, čist vedno, vsakemu Slovencu. Tujce, ki so zdaj v glavnem tako Kitajci, Indici, pa tudi tisti, ki tako malo random konektajo, tiste ignoriram. No in potem se je skazal zdaj en tak pattern, da približno 30% ljudi odreagira. Sploh, eni zignorirajo, pa čakaj, ti si mene dodal, hočeš biti to, kaj sem ti nazaj, poslal ti mi pa zdaj ne govoriš več, mislim, kaj pa je to zdaj na fora. 30% ljudi pa odreagira v smislu, jaz sem se zmotil, sem zdaj prvič na LinkedInu, ker klikam, pa ne poznam, pa a sem to jaz naredil, pa veš, kaj tisti, kaj so oni Gmail, kaj ti potem sem pošten. No, na teh 30% približno polovica, pa malo manj, se odzove, ja, lahko, z veseljem, kaj pa, In seveda, ker sem jaz bil target, si jaz določen termin, ti priješ do mene in imava samo pol ure. Pa priprav se, in v bistvu v pol ure jaz človeka spoznam, Tlej pa tako, tlej se jaz malo se strinjam z Blažem, da po eni strani moraš filter imeti, ne moraš kar vsazga. Po drugi strani je pa toliko enih stvari, ki se ti zgodijo tako slučajno, serendipity, to jaz tako zagovarjam. In verjetno jaz sem vaju oba spoznal na tak način, in mi ni žal. Jaz bi lahko takrat rekel, kdo je ta Blaž Kos, tam 2.6. In pa ima časa z njim posil hod. Pa sem, jaz sem imel ravno po nekaj tato si špolne posilo. In vmes so eni taki, ki so čisto nezanimivi, so pa pišli taki, ali je zate vrednost ali pa ne. Bom dal primer včeraj. Včeraj sem jaz na kavo, pol ure, z enim arhitektom, ki mi je poslal 3 dni nazaj. LinkedIn, pak, jaz snemo nazaj, in on tako, ja, cool, lažem kar ta teden. Sem pogledal, sem rekel, le imam pol ure včeraj, tam krok 3. Prišel do mene, se bil na kavi, sem mogoče dosti, Andrej, Andraž, arhitekt. Ravno kar končal je rekel, med študijem se je v Sloveniji situacija tako spremenila, da smo arhitekti uriti čiste. Ni joba sploh.
In je rekel, zaradi tega jaz tako nekaj napol delam, neke jadrnice, čarteri, nekaj tam dole iz Kopra, pa to, ampak to ni, jaz bi reče vedno nekaj. In se pogovarjal, pa sem rekel, in me tako razlagal, kako on kot arhitekt gleda, ne, da oni so vezni člen, da gledajo cel projekt skupaj med tem, ko oni podizvajalci, ne, v glavnem, to sceno je razlagal, in pa sem rekel, zakaj pa mi Certliju, sem startup v Lulju, ne, ko gleda na te stvari na tak način, pa mislim, da take projekte delajo. Pa sem rekel, lepo, kar zaključila in sem ga peljal tja noter, pa sem rekel, fantje, jaz sicer se z vami nisem veliko pogovarjal, meni se zdi, da vi delate nekaj tazga, kot on gleda zdaj, in sem jih povezal, in pa sem ona začela pogovarjati, sem rekel, meni je pol ure avto, zdaj grem, ne, vi se pa naprej pogovarjate, ne. V bistvu zaradi tega, ker je on mene dodal, šel z mano na kavo, je zdaj bil povezan z enim startupom tam na Lulju, ki ga prej sploh ni poznal in se potem ful pogovarjal, zdaj ne vem, kam je šlo naprej. Lahko, da bo on kaj z njimi delal. I don't know, jaz nimam nič od tega, ona da verjetno ima kaj od tega, ne. Tako da, to zdaj se ni bilo vprašanje, ne. Jaz mislim, da vsak, ki pride, oziroma ki začne malo obiskovati take dogodke, kot je danes stale, ne, v Sloveniji hitro ugotovi, da tako da se pojavljajo, ne, recimo, enaki obrazi, oziroma Slovenija je majhna in nekako lahko kar hitro spoznaš nek določen krog ljudi, recimo v startup svetu, ne, če zdaj govorimo. Kako pa recimo en startup, ki bi recimo rad šel eno globalno zgodbo, kako recimo sploh navezati stik s tujino, pa kar tudi iti čisto prek svojih kontaktov, če lahko Blaž, recimo ti malo poveš, kako bi eno takno startupu, kaj bi mu svetoval, recimo, kako vzpostaviti, ali pa neko mrežo začeti graditi izven meja Slovenije? Ja, zdaj spet se moram vrniti na isto zdaj. Eno je produkt, kjer je not tvoj passion, zato ker če nimaš passiona pa produkta, bo ljudje videli zgubo časa, da bi se mrežo stavil, drugi so pa vzvodi. Sprav, vse se začne z vašim produktom, vse se začne s tem, da delate nekaj, kar je top. Drugi primer je vzvodi. Vzvodi so pa ljudje, ki jih trenutno že poznate, pospeševalniki, hubi, sprav neko območje, kjer se ljudje že zbirajo, ne. Jaz sem zdaj primer, recimo za Matejem Rul sem delal na konferenciji Podi, kjer morate vsi prijeti 14.–15. maj. Letos smo naredili tak top shit event, ki ga še ni bilo v zgodovini Slovenije in bo ene 15, mogoče še malo več, res uglednih mednarodnih govornikov, ne. In zdaj, kako prije do teh mednarodnih govornikov, kako jih prepeljati nekam v Ljubljano, nekam v Slovenijo, če ima tam na Dunaju, Pioneers Festival, nekje druge, ne. Prvič je, da narediš res full good produkt. Se pravi, jaz sem rado useden za vsako pikco v brošuri na spletni strani, da vse zgleda kot top shit event, res fenomenalno, ne. Nekdo, ki to vidi, da je res profesionalen produkt, tudi vse, ne. Drugič, vsak mail, ki ga napišem, je not ogromno neke strasti, ogromno nekaj moč prijeti, pa naredimo še to zate, pa to zate. Vsak odnos ekstra malo vložiš, pa po Sloveniji tem pelu, pa kar pravi, sam le pricam, tle moramo navdušiti startupe. In druga zadeva je leverage, ne, in tle recimo Andraž Tori, Jugoslav, Robert, Farz in še par drugih ljudi mi je izjemno veliko pomagal, zato ker če naredi nek vsaj osnoven intro, ne, like, he's a good guy, da ga poslušam, da so se potem srečala, bo nekdo malo bolj pozoren nate, ne. In se pravi, najprej rabiš imeti spet top shit produkt, moraš vedeti, kaj delaš, moraš imeti vizijo, moraš imeti strast in potem moraš gledati, kje prije do nekega vzvoda, da boš prišel do kontaktov, ne. Te vzvodi so pa prvič pospeševalniki in zdaj v sklopu iniciative organiziramo tudi predstavitev teh pospeševalnikov v Ljubljani, zdaj smo imeli z Viral, Lunch Hubom in te pospeševalniki so odlična odskočna deska, da prijete na globalno sceno v nekem sektorju. LinkedIn, socialna mreža, se pravi, točno ciljate, ok, rabim v tej pa tej industriji tega pa tega človeka in spet, če mu napišete nek mail, delamo to pa to, dodana vrednost je za vas taka pa taka, se bo nekdo odzval. Lahko se usedete v avto, pa se odpeljete, pa probate najdete nekoga, ki je v neki industriji referenca, pa njega nagovoriti. Morate položiti nečloveške napore, ne. Zato, da smo mi dobili toliko in toliko speakerjev, recimo na konferenco Podi, sem jaz pisal, pa z Matejem so spisala par tisoč mailov, ne. Torej, moraš biti agresiven, moraš iti malo na odnose, moraš vedeti točno kaj hočeš in potem, ko dobiš prve vine, ne, ali pa veliko lažje, ne, ker lahko napišeš, le pride pa že ta, ne, pa so pa stvari vpremne. Tako da, marsikaj rabiš strategije, moraš pa spremeti dober produkt, moraš imati ful strasti vloženje v produkt in pa moraš gledati, kje imaš vzvode, ljudi, ki jih že poznaš in pa nekaj stičišča, kjer lahko nekoga navdušiš, ki ti pomaga naprej do kontaktov.
Navezal se bom na to, da mora biti materiali v nulo, to pa res napako. Jaz to pričakujem od vsega, od vseh knjig, od vseh brošur, od vseh zavarovalnic, od vseh operaterjev, posod mora biti v nulo. In če ni, jaz opozorim na to. To je malo moja osebna specifika, ne? Ampak iz tega izhaja ogromno nekih poznanstv. Ne? Ker ti, ko nekoga opozoriš, ne? Se potem nekaj tudi članke nisem, ko nekoga opozoriš, mu daš priložnost, da se on izkaže, da je res ful dober. Ne? Ali pa priložnost, da pokaže, da je asshole, ne? Če ne reagira. In bom dal za 3 primere. Ne? Ash, en top govornik, v bistvu ga bo na koncu po drug dan ga šparati za tega, da bo fokus tom. Ne, ampak Ash je res top. Ne? No, in on je izdal knjigo, Running Lean, ki jo zdaj tudi prevajamo. In seveda jaz sem notranje par napak naredil. In pa še nekaj ker sem kupil, nekaj ni bilo, nekaj PDF ni delo, ne vem kaj. In jaz to seveda, ne, screenshot in pošljem direktno Ashu in Ash takoj govori. In pa še enkrat. In s tem sem jaz imel z njim connection. In potem sem videl, da je Maribor prije, sem še enkrat sem rekel, super, prideš te best. Imam jaz zdaj link za Ashom, za tega, ker sem opozoril nekaj. Druga stvar je bila knjiga od Steva Blanka, pa od Bova Dorfa, Startup Manual, isto neke napake, jaz screenshot pošljem, mi ni Steve odgovarjal, ampak mi Bob Dorf, in pa se razvila debato. Kar hočem povedati je, ne čakati na moment, ko boš rabil, ne, zdaj grem brez globali, ne, zdaj pa 1000 mailov, ampak deli agresivno, pa jaz temu ne rečem agresivno, na zalogo ta network, ne. Ok, jaz specifično opozarjam, recimo, ker še napaka, da se popravi, sploh danes, ki so vse knjige PDF-ajo, naslednja verzija že bolj popravljena. Ampak tako dobiš konečne in potem čez nekaj časa jih rabiš. Konkretno sem jaz zdaj Asha nekaj konkretnega sprašoval, ker nekaj delamo, ne, in mi je on odgovoril, zato ker ga poznamo odprej. Na zalogo, pa ne na zalogo, za katero veš, ampak na zalogo, ker veš, da ti bo enkrat prav vprašanje. Potem, ko pa greš global in takrat reče, aha, koga vse poznam, pa vse to še blaš enkrat. No, pa to, če lahko še tle dodam, ne, če hočete imeti dober produkt, morate pa delati z najboljšimi ljudmi in z Matejem delamo Startup Weekend skupine, kjer približno 400 študentov po celi Sloveniji gre skozi vikend skozi, pa MGRT prek Spirita tudi podpira to vrstne aktivnosti. No in Matej, na tem primeru je mene parkrat opozoril, no, jaz imam toliko projektov, da tle sodelavci niso mogoče v kakšni smeri toliko vložili energije, koliko je bilo treba, ne mi je napisal mail, what the fuck je to, ne, to se da pa boljš narediti. In smo lahko vložili toliko več energije, da smo delali boljše landing page ali karkoli drugega. In isto, podim smo se obkrožili za to startup skupnostjo s podjetniki, ki so najuspešnejši, recimo svojemu poslu na globalnem nivoju. In taki ljudje te spodbujajo, ti dajo ideje, skozi težijo k temu, da si boljši. In tudi imajo, vidijo to, kar je Matej rekel, to, da ti nekaj priporočajo, da ti tudi prokritizirajo ali pa ti dajo neko smeritev, kako izboljšati. To je najboljši feedback, ki lahko dobite. Tako nastajajo dobri produkti, da imaš v skupini ljudi, ki dajo vso svojo energijo, vse svoje ideje, vse svoje predloge izboljšajo v produkt in pride potem nekaj fenomenalnega. Zato morate se obkrožiti vedno z najboljšimi ljudmi, ker na ta način bo zrastel tako vaš network, kot tak produkt, ki vam bo omogočil network. To nekako. Matej, ti si recimo bil nekaj časa v tem korporativnem svetu, ne? Kako pa si zdaj recimo malo presedlal v ta startup, ne? Kako menjava panoge vpliva? Lahko si zdaj ti pomagaš recimo s tisto mrežo, ki jo imaš odprej, kako zdaj gledaš, ali pa kako recimo primerjaš zdaj ta dva svetova, so mogoče kakšne kulturološke razlike? Pomaga ti sigurno, če delaš stvari, kjer ti to koristne in meni zelo pomaga to. Ker pač imaš vse te konekšne, predvsem pa način razmišljanja v korporat svetu, ko si enkrat zaposlen v večji organizaciji, je to mačkam drugače, fejst drugače, če si na svojem. Ker tam res veljajo tržne razmere, v smislu, jaz sem startup, podjetje, ekipa in mi delamo zase, hočemo dodati vrednost nekomu, ki bo to pač uporabljal in plačal. Medtem ko v korporat svetu, da ne govorimo o javnem sektorju, je pa ogromno drugih interesov, ki jih moraš poznati, ker so zraven. Tam ni, on ne bo pogledal, ROI tega produkta tvojega za mojo firmo. Ja, to tudi, zato da bo justify, on mora imeti druge razloge. To sem lani na podiumu sem to razlagal. Zdaj, jaz grem danes ob 3 domov,
A bo ta projekt, ki bo sicer ROI super za firmo, povzročil, da bom jaz mogel pol leta ob 4 domov šele hoditi. Potem ga bom zablokiral tako, da nam nobenemu jasen. Kaj imam jaz od tega? Jaz kot zaposlenc za neko plačo, z nekim avtom, z nekim fikusom, kako to vpliva na moj status, na vse te stvari moš pogledati. Tako da kultura startupovska pa znotraj korporacije ali pa v javnem sektorju moš ogromno te stvari. Plus v Sloveniji še ena specifika, ki upam, da se nas znamo preveč vtaknem. Jaz sem že parkrat rekel, da v Business Model Canvasu v polju teh 9 blokov je treba zdaj ali pa value proposition ali pa custom segmentu da chain matchken blokat zraven in sicer a je to v skladju z interesi stricov. Ker če tega ni, pri nekaterih projektih, pa tudi če je super ROI, če je the best value, pač ne gre stvar skozi. Tako da to so tudi stvari, ki jih je treba poštevati. In to je bistvena razlika, ker teh stricov, teh interesov, teh fikusov v startup svetu ni, enostavno. In potem, ker živiš v tem, za tega meni to pošteš ta community, ker tega ni vse transparentno, vse je tako zelo jasno. Tam je pa kar, ne veš, zakaj se nekaj zgodi, mislim, veš, in pol v zadju veš, ok, so eni drugi interesi. Tako da je, razlike ful. Pa bi recimo zdaj nekomu, ki je na koncu svoje študijske poti, bi ti recimo priporočil vstop v korporativni svet? Kaj si se recimo ti tam naučil, pa kaj so ene take glavne izkušnje, ki si jih potegnil? Absolutno, tako, ja, mislim, čeprav to je danes težava, da bi služba, če lahko takoj nekaj let, ker v bistvu se naučiš vse te stvari, ker sem pač zdaj malo govoril, samo ko si noter, tega ne možeš razumeti videti, to ko si noter, zdaj moraš pač držati te pritiske, ta cel environment, in če si noter sam v sebi podjetnik, boš itak zdaj prej vam padel. Ampak saj izkoristi ta del, zdaj mogoče bo drugače, ampak jaz vsekako priporočam nekaj leta izkušnje, ker to je pač en spektr v lifeu, ki je fajn, da ga imaš. Ok, ja, zdaj pa tudi za Blaža isto vprašanje, ti si pa 10 let plus, kako se zdaj razlikuje Blaž pred 10 leti pa danes? Kaj ima to veze z mreženjem? Ne, tako, se lahko čist sam izkušen na tej poti. Mislim, razlikuje se to, da jaz sem 10 let enormno energijo vlagal v grajenje brenda, osebnega, kot nekih produktov, ampak spet ne to načrtno, to je bila moja strast, to me je zanimalo in danes z tega vidika mi je pač lažje, ker vse ključne ljudi poznam, oni mene poznajo, in iz tega mogoče tudi vprašanje, jaz če bi zdaj hotel zamenjati panogo, je to ful težko, ker jaz sem upet v to okolje, vsak dan delam z ljudmi, največ znanja imam, zdaj če bi hotel neko drugo branžo, ne vem, vsem, karkoli, ne poznam nobenega, čisti newbie sem in to je ogromen transakcijski strošek, zdaj tle imam neke materialne koristi, imam dobre odnose, imam nek status, kakorkoli zdaj v drugo branžo, to pomeni iti iz čistega začetka, in od vseh uspešnih ljudi, ki jih poznam, je zelo, zelo majhen delež takih, ki so to sposobni. In eden je recimo Andrej Nabrgoj, ne vem, če ga spoznate, samo on je začel s Parsekom, pa potem imel par druge startupe in tako, on je bil pripravljen, v nekem trenutku imel že vse, bi se lahko začel graditi bajto, bil tle kot uspešen podjetnik, ampak v trenutku je pustil vse z nobenimi materialnimi koristmi ali pa če zakon se preselil v Ameriko. In zdaj iz nule še enkrat vse graditi. In to je ful težko in izjemno zahtevno zadeva. In zelo malo ljudi je to psihološko sposobni, zato ker imaš pač koristi iz neke mreže, ki imaš. Tako da zamenjati panogo je sila težka zadeva. In z tega bi se navezal še na drugo zadevo. Ko govorimo o mreženju, morate zelo ločati korupcijo, socializacijo pa resno mreženje. Mreženje, če pričakujete, da je to, da boste imeli nekoga v imeniku, pa boste poklicali, pa bo kupil vaš produkt, tudi če je šiti samo zato, ker vas pozna, to je čista korupcija. In tega je v Sloveniji preveč in sploh mlada generacija mora delati na tem, da se to izkorenini in da tega ni več, ker kjerkoli analizo pogledate, družbe, ki prosperirajo, so transparentne družbe, so družbe, kjer se ustvarja dodana vrednost, ne družbe, kjer se malo šmugla, pa dela tako, po domače. Tako da morate ločiti korupcijo in če mislite, da se mrežite zato, da boste imeli v imeniku nekega politika ali kogarkoli, da boste poklicali in da bo prva skupaj neki, kljub temu, da je ni konkurenčen produkt, to sploh nekaj o tem razmišljate. Druga zadeva je socializacija. Ljudje smo zelo socialna bitja in se ful radi družimo.
In pri startupu je tovrstna socializacija zelo hiter fake feeling of progress. Jaz sem zdaj na nekem dogodku in spoznavam nekaj ljudi, če tem ljudem vi ne boste nekoč izdali fakture, se socializirate, v bistvu se ne mrežite. In pri nas, to si ti omenil, srečuješ iste ljudi na podobnih dogodkih, v trenutku veš, da tak človek v bistvu je lahko super, je lahko ok, ampak od produkta ali pa nek izdelka ali podjetje pa ne bo naredil, ker ne moreš delati enormnih produktov, biti na vseh eventih. Jaz tudi zadnje leta se zelo umikam iz eventov, ker me bolj zanima delati zanimive produkte, projekte in ne moreš imeti obojga. In tudi, če pogledate najuspešnejše podjetnike, se zelo malo mrežijo, recimo Outfit 7, mogoče sem imel en dogodek zdaj na Freeju, zato ker rabijo kadre, pa je bil to zelo načrtna zadeva. Tomaž Tolfa, redko ga boste videli. Tudi nekaj časa v začetku se kdo pojavlja, malo za ego, ker vsi pač to rabimo, ker delamo težke stvari. Potem pa moraš iti v ono industrijo, kjer si, če ti na dogodek tvoja industrija, če to zdaj gaming pa karkoli drugega, tam imaš neke kontakte, neke potencialne stranke, to je mreženje. Tam, kjer se malo pogovarjaš, pa malo debatiraš, to je pa čista socializacija. Kar je v redu, kar rabiš, ljudje smo socialna bitja, samo če je tega preveč, potem ne moreš delati dobrih stvari. Tako da morate zelo paziti, da izbirate na kjere dogodke hodite, da veste, zakaj greste na dogodke. Najboljše je, če imate nekoga, ki mu boste v prihodnosti izdali fakture, ker že tega ni, gre za čisto socializacijo. Tako da to je treba zelo, zelo ločiti. Kar se tiče pa tega, je pa, da mreža je tista, ki ti omogoča osebnostno rasti. Tako da, če se nazaj navežem na tvoje vprašanje, kakšen sem bil 10 let pa zdaj, vse, kar je bilo mojega napredka, lahko prepišem največ ljudem, s katerimi sem se družil, ker sem se od njih naučil, ker sem jih spodbujal, ker sem jih pomagal. Seveda dosti pa tudi branju pa tem stvarem, ker sem zelo radovedna duša in vse preberem, ampak človek mora skrbeti za evolucijo in za osebnostno evolucijo se spreminja tudi mreža. In zato tvoje vprašanje ne vzdržuje sistematično kontakte, ne zato, ker delam vedno druge stvari, vedno boljše stvari ali pa drugačne stvari in s tem se spremeni tudi krog ljudi, s katerimi delam, za razliko nekih par tistih ključnih kontaktov, ko živiš vedno ohranjati. Imamo kakšno vprašanje mogoče? Če ga nisi nastavil, ga ne bo. Recimo, to je prvi pokazatelj, kdo se taj socializira, kdo je pa res prišel karkoli narediti. Če neste na nek dogodek, pa če želite, dajte izkoristiti, dajte vprašati, dajte imeti nekaj, ali pa se ni treba denarju, da ne bo preveč zgledali samo všečno. Koga med publiko, veste kdo je, kaj hočete od njega, zakaj ne. Imajte vsaj en konkreten cilj, zakaj ste prišli na ta dogodek, razen zaradi tega, ker je to cool ali pa zelo dober. Nek konkreten cilj morate imeti od predavatelja ali neko potencialno stranko ali potencialnega strateškega partnerja. Na vsak dogodek, ki greste, probite imeti nek konkreten cilj, kaj hočete na tem dogodku doseči, da pridete iz tega okvira socializacije in pa pač kahalice. Drugač pa en trik, ena skrivnost, ki bom zdaj vsem povedal, tisti, ki se malo ukvarjate z dogodki, mogoče že veste, to je psihološki problem. Vsi imate vprašanje, samo noben noče biti prvi. In zaradi tega vedno, ko organiziraš neko okroglo mizo, pa pričakuješ vprašanja, se moraš še naprej z nekom zmeniti. Ko bomo prišli do trenutka, ko bomo rekli kakšno vprašanje, bo en slučajno, ko počakaš, 1, 2, 3, dvigneš roko, ja, mene pa to zanima, in to je vse naprej zmenjen, in vprašanje se skupaj. In ko je prvi si reče, če lahko ta bo dala to vprašanje, pa bom pa jaz tudi. In potem se začne. Tako da za vse dogodke naprej, ko boste delali, dajte to na tak način delati. To se tako to je. Ne zato, ker so ljudje se prišli socializirati, ampak pač noben noče biti prvi. To je čisto ok, sploh tako rezultat. Eno na to, fokus, ne hoditi na dogodke, execution, en krog ljudi, ki jim zaupaš, ne se pravi širiti, je ena stran, druga stran je pa vedno nekaj novega, nekaj, kar te bo presenetilo, nekaj, kar ni tvoj svet. Bom začel spet lani na podiumu, spet malo reklame. Lani na podiumu je Tori gor na odrju rekel nekaj na temo Fail konference. In med občinstvom je bil Jose, in on je potem kontaktiral Torija, Tori je potem njega povezal z mano in potem se je zgodila ta Fail konferenca. In na Fail konferenci je bila tam neka igra, ker sem jaz poznal nekoga, ki sem zdaj pozabil ime, ga imam na LinkedInu, je iz EF-ja, sem šel z njim na kosilo in on je takrat povedal izraz ambidexterity. To je tak ful dober izraz, ki točno to označuje. To označuje, da vsi osebno in firme sploh, pa se prema zaveda, morajo to imeti eno, totalno fokus, disciplino, stabilnost, izvajanje tistega, kar delaš pač, nek tvoj core posel.
pa krog skozi isti imeti. Ne. Drugo je pa imeti nek oddelek ali pa nekaj ljudi, ki skrbijo za to, da ene čist crazy stvari noter pohajajo, pa da ti šekajo. Ta ambidexterity in to balans med tem imeti. Ne. Zakaj sem se na to spomnil, je pa ta mreženje. Eno je, da čisto totalne strangerje, kako jaz sem danes tukaj, ker zdaj seriju sem ga spoznal, jaz nisem imel mega fokusa, zakaj bom njega vprašal, ker pač nabiram na zalogo. Drugo je pa, da firme hočejo imeti isto kulturo v sebi za tega destabilnost. Bom povedal primer iz IBM-a, ki me najprej totalno presenetil, kako, ko se rekli, ko mi hajramo, ko zaposlujemo nove ljudi, če boš ti pripeljal svojega človeka noter, in tvoj človek pomeni po filtru, je že te podoben, tvoja kultura, tvoj prijatelj, podobno razmišlja kot ti, te bomo mi nagradili, mi te bomo dali 1000 ali pa $2000, če boš nekoga pripeljal noter. Pa jaz sem, wow, pa jaz lahko kar zdaj prijatelj noter pripeljam. Pa sem pa razmišljal, zakaj mi firma da denar, da jaz prijatelj noter pripeljam? Ni to, mislim, korupcija, karkoli. Pa sem mislil, v bistvu ni, ker ti voucher za njega. Se pravi, ne boš kar ne bo dalje prinesel, ker pa bo rekel, čakaj, ti si tega noter pripeljal, taj pa zdaj kar Drugo je pa, da v bistvu firma skrbi, da podobni noter prihajajo, da ni teh pretresov, da v bistvu nekdo, ki je tvoj prijatelj, je že tebi podoben, ti si že itak podoben firmi, in potem podobni noter hodijo. In to je ta stabilen del. Pozabljajo pa firme, da morajo tudi del imeti, da morajo enega neobritega, enega čist crazy prinesti noter v corporate svet, zato ker bo prinesel in ima drugačen pogled, zaradi česar firma ne bo zaspala čez 3-5 let. No, kljub temu, da se jaz nisem z nikomer zmenil, čista. Vse, ja, lahko. Pa gosto vprašal, kakšna je razlika med mreženjem na Facebook pa LinkedIn, kako vidiva to vidite? So razlike, kaj pišeš v teh dveh socialnih mrežah, na svojem profilu in tako naprej, in kako jih vidva uporabljate tudi Facebook, ker ni bilo nič slišati danes, in samo LinkedIn. Jaz ne mrežem na Facebooku pa na LinkedInu, jaz samo dajem ljudi, ki jih spoznam. To je razlika. Zdaj pa, vedno vsakega dam v LinkedIn, če ima, če nimam, mu kar že rečem, kje pa ti živiš, smo v poslovnem svetu, te ni na LinkedInu, ok, če ima kakšen poseben razlog v redu. Na Facebook pa samo ljudi, ki je bilo tako malo več, ki je bilo že nekakšna pijača, malo več, ker tam ipak potem vidijo, ne vem, vse tvoje fotke, ki si bil tegan, vse to, tam je malo tako, tam enega čist nek striktni poslovni odnos, tako da zdaj je ta razlika. Pa jaz govorim samo to, kam nekoga dam, drugače pa ne mrežem tam, da bi nekoga tam gledal, pa kliknem, tam je pa zanimiv. Jaz vedno osebno spoznam, pa tja dam. Jaz tle nimam nobene strategije, na obeh omrežjih vse potrdim, to je načelno to. Ja, še kdo? Ok, ampak, ja. Jaz bi ga vprašal, verjetno, ko vidva delata zelo neke velike mreže, tudi sem imel na Facebooku 1600 prijateljev pa to. Oponovo. Ampak še zmeraj verjetno ste si pa en filter naredila, da imate pa neko število ljudi, ki bolj posvečata temu mreženju pozornost, se pravi. In koliko je ta številka, rečemo. Ta problem je, če ti skozi nove mreže šumete stare, pozabiš, zanemarješ in tako naprej. Se pravi, kljub veliki mreži je sigurno treba filtrirati, kako to počne. Najprej en tak zelo ozak krog, ki so pač prijatelji pa družina, pa to sploh ne paše sem. Potem so pa izključno vezani samo na stvari, ki jih trenutno počneš. Se pravi neki projekti, ali pa si z nekom pa sovrstništvo v neki. Ostalo je pa več ali manj isto. Pri meni konkretno je vezano samo na kontekst, na nek projekt, ko se z nečim ukvarjaš. Da bi kar tako vzdrževal, ala Danica Purg, to tega pri meni. Jaz bi sem rekel, to je zelo spontano. Jaz mislim, da odnosi morajo biti spontani, nastajati spontane in se poklapajo po interesih v nekem času, ali to zdaj osebnostno ali kakorkoli drugače. Pa jaz sem zelo tle specifično, zelo majhen krog ljudi je, da me stalno spremlja v življenju oziroma se družimo zelo malo in zelo spreminjam ljudi, s katerimi se družim, mreže, vse ostalo, zato ker tudi osebnostno se dosti spreminjam, pa me zanima 1500 enih stvari, pa prej me recimo nikoli šport zanimal, pa me je lani začel, pa sem si kar neko mrežo ljudi v tem krogu zgradil. Zelo spontano, ni tako načrtno, da bi rekel, ok, znam pa 100 ljudi, s katerimi želim v svoj življenju imeti približen kontakt, ampak zelo spontano in
znotraj industrije, pač itak delaš z ljudmi v okviru službe vsak dan, ima z njimi nek stik. Kar reče ostalega, no pa to Matej, ki je izpostavil, se mi zdi zelo pomembno. Če hočeš osebnostno rast, se ne moreš celo življenje družiti z istimi ljudmi, delati iste stvari, ampak moraš skozi napredovati, skozi to neke nove kroge, ali so to zdaj geografska območja, ali so to druge industrije, ali so to zdaj neki drugi hobi in tako naprej. Tako da jaz zelo delam na tem, da razvijam sebe in s tem se razvija tudi mreža okoli mene, ne, oziroma jo jaz načrtno razvijam. To je zelo spontano, to ni... Jaz mislim, da nimate nobene dodane vrednosti, oziroma prej boste zgubili, če boste rekli, aha, to je 50 ljudi, s katerimi želim držati stik in zdaj jim bom pisal vsak teden enkrat. Ne. Ker pa prije do tega help desk efekta, ko težiš nekomu samo zato, da ne vem, jaz želim s tabo zdržati stike. Ne. In odnos je vedno baziran na interesih, vsak mora imeti neko korist in z nekom imaš odnos, ko se dva interesa poklapata, ne, in tega gremo zelo težko. Nadaljevanje tega vprašanja, ki sem zdaj rekel, a misliš, da Slovenija, oziroma slovenski start-up, oziroma slovenska ta družba, ki se mreži, ima ta občutek že, je to že tako razvit kot v svetu, ne? Ali je to še zmer, da se sam spoznavamo, kaj misliš o tem? V smislu, ker se mi zdi, malo občutek, no? To je moje mnenje, ali pa malo razmišljanje, da ljudje dosti razmišljajo, kaj pa tam od mene hoče, da ni razvite te strategije, kot si jo prej rekel, sva tle za biznis, jaz imam dober produkt, ti pa to potrebuješ, oziroma povej mi, kaj ti imaš, da jaz tako tebe potrebujem, kot pač imam. Ja, evo, glih, če sem šel v Prago do Bajre, pa naključno Andreja Nabrobaj, ki sem ga prej omenil, sva se srečala in sva se delala na letalu drug zraven drugega. Sva se glih o tem pogovarjala in glih to sem omenil, da tako dober, da je on lahko na eni točki prekinul, se je šel v Ameriko in se ga vprašal, kako vidite razliko v Ameriki, recimo v tistem okolju spoznavanje ljudi in vse to in tle v Sloveniji. On rekel, v Silicon Valley nimaš enega samega pogoja, da se bo nekdo s tabo dobil na sestanku, če ti nima že na pol sklovzanga. Če on ne ve točno, kaj hoče od tebe in se bo dobil s tabo za pol ure, zato da bo s tabo sklovzil bil, ga ne boš dobil na sestanku. In oni se zavedajo, koliko dragocena je 1 ura tvojega življenja. Koliko je to, lahko bi ga preživel z družino, lahko bi preživel nekje druge, lahko bi pisal maile potencialnim strankam in dobil se bo nekdo s tabo, če te ima na pol sklovzanga. In zdaj pri nas, ampak mi smo evropska kultura, mi vse imamo malo tega mediteranskega duha, kjer se radi socializiramo, gremo v restauracije in tako naprej. S tem ni nič narobe, ampak moramo zelo striktno ločati, kaj je tisto mreženje, ki nam bo prineslo biznis in to mora imeti vedno neko interesno odzadje, moraš videti, okay, kaj želimo od tega, seveda na oboje smerni dodani vrednosti, na win-win. Kaj je pa socializacija, ok, gremo zdaj na večero, se bomo družili, ali pa vse ta socializacija lahko tudi motivacija. Pri nas imamo izjemno vibrant startup skupnost, ogromno je dogodkov, kot so taki. Te dogodki so ful dobrodošli, ki ti držijo motivacijo, te ženujo naprej, spoznaš struggling buddies, ki imajo glih take probleme, kot ti, in to je ful dober. Samo to ti ne bo prenesel biznisa. In take dogodki so super, enkrat na četrtletje, ne pa 2-krat na teden. Ključni drugi dogodki so pa tam, kjer boste nekoga zaprli, ABC, always be closing. In če niste pretežno na teh dogodkih, pa naj bo to e-mail, Skype, v živo dogodkih, ne boste nikoli zgradili uspešnega biznisa. In tega pa recimo pri nas zelo manjka. Jaz bom zdaj, sem tudi mogel postaviti, ker sem 10 minut čez, predviden čas že, bom tako zelo cheesy povedal, tako pogandijsko, be the change that you want to see in the world. Se pravi, nismo še tam, vemo približno kako, se pravi, tako malo bolj striktno, malo bolj evropejsko, ampak obnaši se tako, pa tako zelo javno, pa povej ljudem, zakaj se tako obnašaš in potem se bo to počas prijelo. In recimo tako, kot se bom jaz zdaj obnašal, da bom zdaj kar kle šel, pa bosta videa sama nadaljevala ali pač kažem, da je treba spoštovati čas in jaz moram 9 biti v centru, tako sem ti povedal, tako da hvala lepo nadaljujte, da sem zbažen. Naš čas se zdaj res izteka, ampak mislim, da je še gospa imela eno vprašanje, tako da to pa zdaj zadnje. Jaz sem včeraj slišala, da je zadnje leto zelo se povečalo število startupov, ki je spin-off oziroma spin-outov.
Pa me zanima, kakšna je vaša ocena. Koliko je, gledam enega znanja, koliko recimo ena taka zgodba lahko odvila nek preboj v državi, bom rekla, kako? Startupi, ja, se pravi, da je število startupov naraslo in kako to vpliva na državo in na celotno ekosistem in vse ostalo. Mladi v Sloveniji so v skrajno neugodni situaciji, zato ker državna uprava ne zaposluje, velika podjetja ne zaposlujejo, jih skoraj ni več. Mala podjetja pri nas niso tako močna, kot so kje v Italiji ali drugih državah. Se pravi, za mlado generacijo so startupi ena najboljših in edinih opcij. Tako da jaz mislim, da startupi so nuja, ki jo treba še naprej razvijati. Je vedno več startupov, mora biti še vedno več startupov in za mlade je to ena redkih, pozitivnih, perspektivnih, kariernih priložnosti. Mi smo imeli, recimo, v iniciativi Startup Slovenija v 2 letih v naših programih čez 10 000 ljudi, vsi programi so polni, mlade to zanima, zato ker je zanimiv, veliko se naučijo, imajo neko svobodo, je seksi, po drugi strani pa je to ena redkih kariernih priložnosti, ki jih imajo, predvsem tisti, ki so malo bolj ambiciozni. Tako da startupi za Slovenijo so enega ključnega pomena, jaz sem iskreno vesel za vsak tak dogodek, ki se dogaja. In startupi bojo vedno bolj pomemben del slovenske ekonomije. In nujno jih je treba spodbujati, tako bottom-up s takimi dogodki, kot top-down z vidika države. Zdaj, z vidika prav gospodarstva, BDP-ja so običajno manjši del, sicer imajo največji neto prirast novih delovnih mest, kar je ravno ključno za mlade. Vnašajo pa v celotno gospodarstvo izjemno dinamiko, inoviranje in podobne stvari, tako da odgovor je samo en startup in treba spodbujati vedno več jih mora biti. Je pa škoda, ker Matej Glišuno, on je eno zelo dobro stvar povedal v enem intervjuju, moramo delati pa na kakovosti startupov. Zdaj, navdušali smo enormno število ljudi nad startupi, koliko je to seksi in koliko je super, kar pa v resnici ni toliko seksi, ker je hard work, pa veliko odrekanja in vsega ostalega. In zdaj treba delati na kakovosti. In zdaj ste videli, da tudi recimo produkti, ki jih delamo v okviru iniciative, so šli iz nekih dogodkov, pa motivacijskih dogodkov v konkretno delo startupi, startup vikendi, vikendi s pospeševalniki, zelo je treba delati na kakovosti, zato ker ljudje so navdušeni, da imamo delati startupe, ampak startupe je delati toliko izjemno težko, da si malo kdo to predstavlja. Zdaj treba z ljudmi, ki so navdušeni, sistematično delati, da se jim pomaga zgraditi startupe. Zato rabimo dodaten kapital, rabimo dobre mentorje, rabimo dobre sistematične programe in startupi bojo v prihodnosti vedno bolj pomemben del slovenske ekonomije. Jaz imam tukaj še eno vprašanje, čisto tako praktično za na konca. Kako v bistvu na takem dogodku pristopa do nekoga, pa mu v bistvu se mu približati, pa mu povedati svojo zgodbo, ne da bi izpadel vsiljivost. Se pravi, kakšen je ta recept, da pač imaš nek svoj elevator pitch pripravljen in tako. Prav, kako se nekomu približati, lahko naredim čist povzetek tega, kar smo si danes pogovarjali. Pristopite do nekoga na 2 načina. Eno je, da vas ta oseba res zanima. Jaz sem nam lahko 2 primera. Kdo pride do mene, pa mi reče, ja, ful sem fan tvojega bloga, rad bi te srečal, ok, pa ga pa nekaj vprašam, pa vidim, da mojega bloga ni prebral, oziroma spomnim, da sem ga nekaj pisal že 1 leto nazaj. Pa imam pa drug primer, ker glih ena gospa je prišla 2 dni nazaj do mene, Muna objavila, prav neki konkretni objavi, govorila je, kaj se ona o tem misli, in smo se tako engageala v pogovor. Se pravi, nekdo te mora res konkretno zanimati in če te nekdo konkretno zanima, bo z veseljem se dugo s tabo ali pa kogarkoli. In tudi, če ste, nima veze, kakšna je pozicija. Jaz se spomnim Vilkan Žeka, je tle videla sva tudi 10 let nazaj ali pa še malo več, se odločila, da bova spoznavala uspešne slovenske gospodarstvenike. In jaz takrat, vem, da je bil Jankovič on je delal na GA College in so imeli nek dogodek in Jankovič je takrat kotiral kot najboljši menedžer vse. Jaz sem se tresel, ker sem videl pristopila do njega. Sam mene je toliko zanimalo, kako je on zdaj to razmišljal, pa pustimo pol, kaj se naprej dogajalo. Ampak takrat je mene toliko zanimalo, pa Žeta, da sem rekel, ok, moram spoznati, in tudi če mi je bilo ful strah po vse, jaz sem, 16-17 leten mulc, zdaj nekega top slovenskega menedžerja, ampak, ko me je toliko zanimalo, pa rekel, ja, tle je moj telefon, poklič me, pa sem mu dobil,
In to je bilo to, ampak nekdo mora začutiti, da te res zanima, kako on to dela. Ne? In druga zadeva je, ali pa imate konkreten predlog, pitch za sodelovanje. Lej, delam to pa to, ti vem, da poznaš unga pa unga, vem, da delaš to pa to, dajva se dobiti. In v takem primeru bo odnos naravno naprej stekel. Če ste pa nekoga pristopili samo zato, da prestopite, ne, pol pa zadeva, ok, sej bo, ne, ampak bo to awkward, ne, ja, ok, zdaj se bo poznava in kaj pol, ne. Tako da, dajte vlagati energijo v une ljudi, ki vas zanimajo, ki jih želite spoznati, ki želite zgraditi neke odnose z njimi in pa v une, kjer je neka dodana vrednost. Ali je to zdaj ekonomska, ali je to osebna, ali je to erotična, kakršna koli pa želite. Ne. Samo mora biti neka dodana vrednost odnosa. In takrat pristopite do nekoga, imejte konkretne stvari in odnos bo sam spontano naprej stekel. Tako da ne se siliti ali pa na silo mrežati, ampak dajte pustiti neko spontanost odnosa. Matej piše blog lunch.net, Blaž pa, oziroma zdaj ne piše že več. Ampak je še vedno online blažkos.com in to je bil 10. Startup Cafe. Hvala.